Kako se v bistvu sploh upajo ponuditi apartmata? Torej, situacija ni rožnata. Po italijansko pa ne znam prebrati. Prav ne spim, piše, da ne spim. Torej, situacija ni rožnata. Situacija je sledeča. Rdeča. Ja, v bistvu. Hrvaško so nam zgenslali. Na Hrvaškem od začetka epidemije še ni bilo tako hudo. Rekordnih 219 novih okužb le v enem dnevu pomeni, da so več ali manj vse županije rdeče. Jutri zvečer za vlado Janeza Janše tudi uradno vsa Hrvaška. Imela sva rezerviran vse, cel teden dopusta na Hrvaškem, od prenočišča do tega, kaj si bova šla pogled. Ampak mogla biti v nedeljo. Hrvaško so dali pa kdaj v petek na rdeč seznam. Tako da jezna sem ful, oba sva jezna. In najslabše pri vsem temu, mislim, dobro, je slabo to, da so pač Hrvaško zaprli, ampak je v bistvu dejstvo, da mi da sta prišla dan in namesto da bi bilo vse to lepo načil in bi lepo samo prepakirala stvari in šla na Hrvaško. Sva mogla v bistvu v pol dneva, v enem popoldnevu najti nekaj novega, kva bova pač, kam bova šla, kje bova spala, kva bova počela. Pa je bilo očitno glih tako dosti cajta in človek se odpravlja na potovanje, oziroma na izlet, oziroma na dopust, ampak 1 uro pa pol pred odhodom eni še spijo. Če so oblaki pa dež. Kakšni oblaki pa dež? Sonce, največje. Kakšen sonce. Spakiran nimaš še nič, kuhno je celo pospravil. Valjda Aleks, a ne? Pa daj ne biti smota. Oblaki pa dež. Dobar, oblačen je res majčkan, ampak... Dobar. Bomo preživeli. Dej, čop, zbud se. Oblaki pa dež. Žmatran. S tem, da Slovenija nenormalno polhna, poka po šivih in katastrofa, v glavnem katastrofa. In kot vidite, za nama ni Hrvaška, Ni morja. ni morja, ampak so Goriška Brda. Odkrila bova kakšne take malo bolj znane, malo manj znane, malo take skrite lokacije Goriških Brd. Tako da tudi, če se boste vi sem odpravili, da boste imeli malo ideje, kaj iti kaj pogledati. Vmes se nam bo pridružila še moja. Vmes se nam bo pridružila tudi moja sestra Kim. Evo, Jack, iz Jablane boš dobil fižol. Bomo skupaj malo pogledali se te lepe kraje. No, tole je prva fajn stvar tega stanovančka, a ne, Cindy? Ja. To je v bistvu čisto taka ameriška varianta, kot temu pravijo že. Lockbox. Lockboxi, točno, ja. In v teh lockboxih ti v bistvu tako ti vda stanovanje, lahko pusti ključe, tako da tudi če tebe ni, ko prihajaš ali odhajaš, samo pustiš oziroma dobiš ključe tam not. So pa potem tukaj v Goriških Brdih najdla tudi enega zadnjih prostih mest, ker Slovenija pač res poka po šivih zdajle, ker vsi tisti, ki niso mogli na Hrvaško, so v Sloveniji ali so šli pa v Italijo, po mojem. Tako. Skratka, no ja, sva najdla enega zadnjih apartmajčkov tukaj v Goriških Brdih in pač sam Je pogledajte ful lepo. to. Ja. Vođo puta. Ali imamo pred sobo, se je treba sezuti? Ja, gledajte to. Nekaj, kar me je ful ljubo. Obvezna uporaba copat. Super. Tlele je taka lušna kuhanca, zdaj sva že malo razmetala. Okay. Ja, sva se že nastanila, a ne? Pa posebej 2 kavča, ko bo poj začeti kakšen film pogledala. Kabička. Pa klima, valjda. No, to je pa master bedroom. In je tlele spalnica. Where the magic happens. Pa najboljši del. Imamo tlele fancy terasca. Takole, fancy terasca.
Nič, a greva jesti, jaz sem Jaz sem lačna, težva jest. Fotobomb. No, v apartmaju so nama pustili še njihov vinček. Moramo probati zdaj. A bil je! Ja, bil je, seveda, kakšen pa bo. To me je malo presenetil. Ja, ne, bil. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Včeraj sem obljubil, da bom majčkeno o Kojskem povedal, ne. Kojsko v bistvu je kar stara vasica, prvič se jo omenja že v 12. stoletju. Bila je celo včasih kulturno in gospodarsko središče Brd. Okay. Mislim, da je bilo kulturno in gospodarsko središče Brd. Kojsko se nahaja direkt v središču vinogradov in sadovnjakov, tako da je, kot vidite, zelo vinogradsko usmerjen. Kojsko pa je pomembno vlogo igralo tudi za čas Prve svetovne vojne. Takrat so v bistvu celo vas spremenili v eno tako majhno vojaško oporišče, pač je služilo kot zaledje za vojsko. Ne vem, pač recimo šolo so kar spremenili v bolnico, v kirurško bolnico, kjer so tudi upravljali najnujnejše kirurške posege. Ej, Punč, kaj če bi šla na en ta pravi italijanski cappuccino? Cappuccino. Ja, sej, zbudi se po popoldanskemu spancu in iz nule me pogleda Alex. Kaj? Cappuccino! No, če si tako blizu Italije, se je pač treba oglasiti v Italijo na en cappuccino, a ne? Ja, in Alex, dober fan kot je se usedel v avto, pržgal mašino in zdaj sva v Čedadu. Čedadu po slovensko, po italijansko pa ne znam prebrati tako. No, Čedad je majhno mestece še iz časa železne dobe. Ima kar 11.000 prebivalcev in pa od tega je 30% Slovencev. Nahaja se v Furlaniji, Julijski krajini v severni Italiji. To je v bistvu tudi glavno kulturno središče beneških Slovencev. Pravijo, da že sam sprehod po teh ozkih, lepih, čudovitih ulicah, da ti vzame dih. Bomo videli, če so te ozke, krasne ulice res toliko ozke in toliko krasne. Ni ozka ulica. Ni ulica, je pa lepo. Ni ozka ulica. Ni ozka ulica. Ozka ulica. Dovolj šale, pa si res poglejmo te lepe ulice Čedada. Ja, kje pa si? Na Hudičevem mostu. Ponte del Diavolo. A je lepo? Ja, lepo, lepo. Le reko na Dižo. A to je na Diža? Na Dižo. Tle se pa da kopati. Ja. Hello! Ciao ragazzi! Tukaj za nama se dviga kip Julija Cezarja, ampak bom več povedal nekaj, ki ni toliko prometa, tako da treba se samo malo umakniti. No, kakor sem razlagal, pač tam smo videli kip Julija Cezarja. Zdaj, lahko je to zato, ker tudi v bistvu v rimskih časih se je mesto imenovalo Forum Julii, ki naj bi bilo kakor poklon Juliju Cezarju. Tako da ta teorija se sovpada s tem, da je tam kip. Moja teorija. Je pa drugačno, sam Julij Cezar je v bistvu še za časa železne dobe je bila tlele bolj samo kot neka vojaška utrdba. Julij Cezar jo je pa na to povišal v forum oziroma mesto po njihovo. Oziroma trg, trg. V glavnem, človek išče kao malo lepši pogled na most in išče in na koncu gotovi, da je najdeš nekaj ful lepšega, ne, Cindy?
Tak lep parkec. Tak lep parkec, gledajte to. Ui. Aha. Edin, kar ne vem, kaj je to me malo moti. Pojma nemam. To je bil mlin včasih, ha? Zdaj mi je pa jasen. Mlin je bil tak lep mlin. Nič se ne vidi, samo reko na dižu se vidi. Samo reko. Ja, reko smo pa že gledali. Nič se ne vidi. Včasih je pač poskus in napaka varianta, a ne? Probaš, mogoče pa kdaj kaj rata. Več pa rata. Njene dolge noge z mano štric bi hodile. Prišla sva do spoznanja, da sva letos prvič v Italiji. Ja, Ja, zanimivo. ne moreš verjeti, a ne, pa toliko smo zveri hodili v Italijo. Sploh tam na Logatec, kaj je tako blizu vse. Ja, Če ne druga greš za vikend malo v Ikejo, a ne? ja, itak na izlet. Cel mest je čez mrtum, kjer nobenega in zdaj sva najdla live. Ja. Ta trg pa čist poka po šivih. Greva za nekaj. Ja. So vsi Italijani kezale? Na popoldanskem vinčku. Aha, oni vejo, kako se ta življenje živi, a ne? Ja, res je. Mimogrede, da si predstavljaš živeti v unalikotni hiši tamle. A vidiš, kaj sam tako, v enem kotu. Tlele se mogoče ne vidi, a veš kaj, mi da vidva različno barvo, tle se pa ne vidi. Se zdaj kaj bolj vidi, se pravi ena bajta, ta bajta in druga bajta. Sem že mislil, da nam bi do oskih ulic, ki so jih tako obljubljali. Evo oska ulica. Ja? Ko mi se ti stlačaš noter? Ja, komi, lej me. Tle bi se mogla tale grad pogledati, saj je full fletan, kar tako nek sred mesta, ja. Sam je po moje spremenjen v privatno las, pa ne moč not. Čeprav ne smem, pa piše, da ne smem. Lepo, hiter posnet prije me kdo dobi. To je to od Čedada. Tak luškam pozno popoldanski izlet. Ja, če imaš glih ene 2-3 urice preveč časa. Je pa res tako lepo srednjeveško mesto, take ozke uličice, ful enih dobrih restauracij po moje tudi tle, ker saj tako, ko malo na hiter not pogledaš, bi si človek kar kaj prvošil. Ja. Zdaj pa hiter domov oziroma v apartma počakat Kim. Ja, prihaja. Naslednjič v vlogu po Goriških brdih. Ko smo se le ujeli z mojo sestro Kim, smo šli raziskovati še slovensko stran Goriških brd in odkrivali, zakaj je ena najbolj priljubljenih pokrajin v Sloveniji. In kaj smo počeli v Goriških brdih? Raziskovali smo divjo naravo, se potikali po vinskih kleteh, degustirali odlično vino, ki nas je povzdignilo v višave, seveda pa mora kaj ostati še skrivnost.